In prehajamo na 9. točko, predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2023, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 21/2, predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Luka Svetec, magister Matjaž Srša, Tina Trček, dr. Marija Tadej Ježek, Boris Ravbar in pa Lidija Božič. Besedo ima Marija Kos, izvolite. Dober večer, še enkrat. Pred nami je točka predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2023 v drugi obravnavi. Zdaj pravne podlage so 29. člen zakona o lokalni samoupravi, 29. člen zakona o javnih financah, 17. člen statuta občine Kamnik in 56. člen zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022-2023. Povprečnina za leto 2023 je določena v višini 647 evrov, potem isto kot za leto 2022 ima občina Kamnik prihodkov pripadajočih iz naslova dohodnine več, kot znaša primerna poraba in ne bo upravičena do finančne izravnave iz državnega proračuna. Potem obrazložitev, zakaj predlagamo proračun še za leto 2023 izven mandatnega obdobja, je priporočilo nekje Vlade Republike Slovenije, da bi se sprejel proračun, pa tudi naša želja občinske uprave in župana, da lahko izvedemo same razpise že v začetku leta 2023, da ni potem potrebno čakati, če bi slučajno proračun sprejet kasneje, pa so potem pogodbe šele nekje v drugi polovici leta 2023 potem nekako podpisane. Predlog odloka je sestavljen kot za leto 2022, pač vsebuje 17 členov, v katerih so opredeljene splošne določbe in določbe glede izvrševanja proračuna, namenskih sredstev, prerazporeditve sredstev in prevzemanje obveznosti v prihodnjih letih. Ocenjeni prejemki so ocenjeni na 27.192.000 evrov. Prenosa ocenjujemo 1.160.000, isto za občino Kamnik 800.000 in za krajevne skupnosti 360.000 evrov. Skupaj razpoložljivih sredstev 28.353.182, ki se vse sredstva potem tudi razdelijo na proračunske postavke. Iz tabele, ki so vam podane za splošni in posebni del, lahko tudi vidite potem predlog, imate sprejeti proračun, veljavni proračun, realizacijo proračuna za leto 2021 v obdobju od 1.1. do 30. oktobra letošnje leto, predlog proračuna za leto 2022 in pa proračun za leto 2023. Samih prihodki so isto razdeljeni na davčne, nedavčne prihodke, donacije, transferne prihodke in prihodke iz EU-ja. Odhodki so razdeljeni na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere in na posamezna področja proračunske porabe, in sicer, kot sem že prej povedala, na področje župana, občinskega sveta, nadzornega odbora, urada župana in pa na oddelke za premoženjsko-pravne zadeve, gospodarske dejavnosti, družbene dejavnosti, urejanje prostora in razvoj in investicije. Razlika med prvim in drugim branjem je največja predvsem tale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer je povečana za 275.000 evrov iz istega razloga, kot sem že prej obrazložila, ker je v proračunu Republike Slovenije za leto 2022-2023 so povečana sredstva za investicije iz 6% na 8% primerne porabe. Potem pa gre še za usklajevanje projektov oddelka za razvoj in investicije, in sicer kolesarske verige, projekta Smart Life, projekta Mesto srečevanj in projekta Muha.
Na strani odhodkov imamo spremembe na urejanju zemljišč, neprofitnih najemninah, na proračunski rezervi, investicijsko obnovitvenih delih, potem je zmanjšana izgradnja kanalizacije Bistričica, ki se naj bi gradila iz omrežnine in umeščena izgradnja kanalizacije Motnik. Potem je umeščena nova proračunska postavka dvorane v PGD Gozd. Povečani so materialni in programski stroški za Zavod za kulturo in za vrtec Antona Medveda nakup osnovnih sredstev. Pa še za vrtec, vzdrževanje otroških igrišč in investicijsko vzdrževanje. Na oddelku za razvoj in investicije pa gre za uskladitev tudi projektov Muha in Smart Life. To bi bilo na kratko, v projektih je to vse zajeto noter, tudi v NRP-jih in v samem gradivu. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Se pravi, gospod Markel, vi ste prijavljen? Ja, se javljam kot predsednik odbora za prostor. Dobro, izvolite. Hvala za besedo. Odbor je to točko obravnaval in po razpravi ni sprejel naslednjega zaključka. Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2023 ter predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. Prisotnih je bilo 6, za so glasovali 3, 3 so bili vzdržani. Več pa verjamem, da bodo še pojasnili nekateri svetniki. Dobro, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Glejte, jaz sem že na prejšnji seji povedal sem na odboru in povedal bom tudi zdajle, marsikdo bo te moje izjave vesel. Ne zdi se mi prav, da konec leta 2021 sprejemamo proračun za leto 2023, ko bomo imeli čez eno leto volitve. Zdelo bi se mi to čist ok, gospod župan, če bi v celem mandatu vsaj enkrat prej sprejeli dvoletni proračun, pa ga nismo. Enkrat ste ga sicer pripravili, ampak je bil nezakonit potem za prihodnje leto, pa ste ga samo umaknili, preden je meni uspel predlagati, da ga umaknete. Z tega razloga tudi ne bom razpravljal pri tej točki in tudi ne bom glasoval, tako da, kot sem rekel, marsikdo si bo zdaj oddahnil, ker mojih 13 minut bo krajša seja. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. No, jaz se bom oglasila, glede na to, da je bilo to danes že parkrat omenjeno, odgovori na vprašanja, bi jaz tukaj vseeno želela postaviti še enkrat vprašanja. Gre za odgovor številka 22 in jaz moram reči, da vprašanje se je nanašalo zelo konkretno. Bilo je konkretno in se je nanašalo na obnovo strehe na Zaplicah, na postavku, ki sem že takrat zadnjič omenila, ki je v proračunu bila, zdaj pa je ni več. In glede na prakso, ki sem jo spremljala zadnjih par let, da se nekaj v proračun da, potem pa ugotoviš kasneje, da tega ni več in tako vsakič znova me zdaj zanima in spet sprašujem, zakaj v proračun kljub zvišanju povprečnine ni vrnjena postavka za zamenjavo strehe na osrednjem grajskem kompleksu. Poleg tega sem iz odgovora uspela razbrati, da je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija. Če bi občina Kamnik intenzivno delala na tem, bi se obnova strehe verjetno lahko že začela. Vprašanje se je tudi zelo konkretno nanašalo na to, kateri strokovnjak je ocenil, da zamenjava strehe ni potrebna oziroma da je obnova stolpičev bolj nujna. Tega odgovora ni, zato ga zastavljam ponovno. Poleg tega me pa zanima tudi, kolikšna sredstva so bila v zadnjih 3 letih namenjena sanaciji na Zaplicah, letno od leta 2018 do 2020.
Zanimajo me konkretni zneski, ali so bili to manjši zneski, recimo, ali je bilo to 5.000, 20.000, 50.000. In pa odgovor številka 23. Tukaj bom tudi jaz rekla, da sem imela občutek, da berem predvolilni program, ampak vprašanje ni vsebovalo tega. Vprašanje se je nanašalo, če ga preberete še enkrat, izključno na vzdrževanje otroških igrišč in kakšen je načrt obnove igrišč in igral. Zdaj jaz ne vem, kaj pomeni kar precejšen del proračunskih sredstev. Je to dovolj, je to preveč, je to premalo? Moram reči, da mi to ni jasno. Vprašanje se niti ni nanašalo na to, kaj se gradi, kaj se bo gradilo, kaj želite postaviti, kaj predvidevate postaviti. Ni se nanašalo na to, kakšne so variantne rešitve in nadaljnji postopki z izgradnjo pokritega bazena. To ni bilo bistvo vprašanja in tudi ni bilo temu namenjeno. Zanima me zgolj in konkretno, kaj se je popravilo na obstoječih otroških igriščih, kolikšen je bil znesek popravil, kakšni nakupi igral so se opravili. Moram reči, da redni letni pregledi igrišč so zakonska obveza in ste jih dolžni upravljati v skladu z zakonodajo. Vandalizem, ki ga tudi tukaj, v katerem berem v odgovoru, je problem tudi pri kamkolesu in še kje. Glede na prej povedano, bom rekla, ko se načrtuje, pripravlja, predvideva, me dejansko zanima, kako se upravlja in vzdržuje konkretno že obstoječa otroška igrišča. Tako da glede strategije je bila podobna zgodba, ampak bom pač pustila zadeve, da se speljejo do konca, ker se peljejo, pa bomo pol videli, kaj bo. Hvala. Hvala, besedo ima Edis Rujovič. Hvala, župan, za besedo. Jaz sem še kar na istem stališču, kot sem povedal tudi na odboru, kot sem povedal tudi v prejšnjem branju. Imam skepso, povedal sem zaradi česa, zaradi te politične higiene, da se proračun umesti nekako, oziroma se ga sprejema v zdajšnjem sklicu občinskega sveta, za sklic občinskega sveta, ki še prihaja. Razumem argument delno, ne ravno v celoti, ga sprejmem, da si ne moramo dopustiti, da je občinska uprava na tako imenovanih 12-tinah oziroma prepuščena tovrstnemu financiranju. Glede na to, da ta predlog ni bil ne na kolegiju, ne doslej, oziroma je bil izglasovan drugače, naj se popravim, ni druge, kot da potem začnem gledati na de facto stanje in gledam na proračun. In tu sledijo pohvale z moje strani, da kar neki postopkov, ki kažejo namero po korekciji. In v tem delu, župan, se lahko delno strinjava z prejšnjo vašo trditvijo, ki pa jasno kaže, da se na podane predloge in pripombe v prvem branju, da so se vzele v zakup in da se je šlo nasproti. In to je ta temelj, na katerem je treba graditi. Recimo bila je anomalija, da je bilo v obeh proračunih glede mesa Kamnik, za katerega si že dolga leta, veste, prizadevam, morda sem komu že presedel s tem, ampak se mi zdi res strateško, to bo upravljeno in je v letu 2000, torej samo letu 2022. Potem, če gremo naprej, upozoril sem na dvig postavke subvencioniranja neprofitnih stanovanj. Tudi tu so neko iskanje kompromisa in nekih, bom rekel, skupnih točk v okviru tistega, kar lahko. Prepozdravljam in to je ta način sodelovanja, na katerega jaz stavim, ne na izključevanje. Malo se mi zdi, da je preveč ohlapno, floskularen odgovor je v delu z zvezi električnimi polnilnicami. A veste, v prihodnje, citiram, v prihodnje bo glede na porast uporabe električnih vozil in zasedenost obstoječih polnilnih naprav potrebno zagotavljati nove polnilne postaje, predvsem na območju strnjenih naselij, kjer so potrebe največje. Pač ja, ok, o tem sem pisal, pa ni zdaj to moj predlog, veseli me, da tudi občinska uprava se zaveda te problematike, ampak bodimo odkriti, zelo, zelo ohlapno je, pač
vsaj neko vizijo, nek koncept imamo izdelan. To je predlog za naprej. Kar se tiče, to pa ni v mojem delu, ampak je predlagal prvi v razpravi v tem delu, Igor, ki pravi, da se ne bo več oglašal. In sicer bom jaz, čeprav to ni bilo dogovorjeno, njegova pripomba oziroma skepsa glede tega, da občinski svet ni bil obveščen o imenovanih svetnikih v gradbeni odbor. V odgovoru je zaznati, kot da bi bil očitek, da izbrana svetnika nista kompetentna za to. Jaz tega tako res nisem razumel, daleč od tega. Bilo je opozorjeno, da enostavno nismo bili o tem obveščeni, da je šlo to, če smo imeli kolegije, je dobro, da se potem to tudi tam obvesti. In potem pač po raznih kanalih pridemo do tega. To je nek način neke transparentnosti. No, daleč od tega, da bi pa kdorkoli, vsaj jaz tega ne bi dovolil, da recimo, da bi rekel, da ne vem, dolgoletni župan občine Kamnik Tone Smolnikar nima izkušenj na tem področju, ali pa da predsednik naše stranke, da bi mu mi odrekli podporo. Jaz osebno nisem pač tega stališča. Ne. Je pa dobro, da smo pač vodje svetniških skupin o tem tudi obveščeni. Tako da, glejte, jaz samo svarim pred tem, upam, najbolj vesel bom, da se v tem delu motim, da me demantirate. Proračun za leto 2023 bom podprl. Seveda se mi zdi ambiciozen. Imam pa tukaj eno opozorilo oziroma skepso, in to je tisto, kar opozarjam že nekaj časa. Zdi se mi, seveda ne more biti občinska uprava za to odgovorna, ampak zdi se mi, da je na ravni države, da je znesek povprečnine prenapihnjen glede na stanje, ki je na državni ravni, in bojim se, da bo potrebno delati. Hočemo, nočemo, bodo potrebni rezi. Kasneje bo pa pač problem, ko bomo delali rebalans, ko bodo neke postavke morebitno ven zletele. Želim pa si, da tega sploh ne bi delali, če bo tako, bom najbolj vesel. Samo še ena stvar, pa s tem zaključim, in sicer pri imenovanju dveh podžupanov oziroma postavki, kjer odreja mesto dveh podžupanov, je obrazloženo, da, čakajte, bom kar citiral, jaz v zadnjem delu nekaj narobe rekel. Se pravi, da po katerem ima občina Kamnik največ dva podžupana, je glede na zgoraj navedeno zakonsko opredelitev, pomeni, da je za to zakonska podlaga pri pripravi predloga proračuna za 2023. Zaenkrat predvideno, da bosta podžupana tudi v naslednjem obdobju opravljala funkcijo nepoklicno. Preveč se mi zdi to drzno. Pač mi ne vemo, kdo bo župan. Bomo šli pač na črto vsi skupaj s kandidati, pa bomo videli, kje bomo. Ta del, no, to je pa vse. Še enkrat več, močno pozdravljam, to je način, s katerim želim delati, da se predlogom prisluhne, in v proračun za leto 2023 je jasen pokazatelj tega. No. V prejšnjem delu z amandmajem je bilo pokazano vendarle, zato moja podpora. No. Hvala. Hvala. Edis, zdaj preden gremo po še kdo par odgovorov, torej gre za okvirno zastavljeno vizijo razvoja v letu 2023. Dejstvo je, da bodo volitve oktobra, novembra in potem, da se občinski svet se prav sestavil decembra, in potem bo zelo dobra osnova, da bo kdorkoli bo v občinskem svetu lahko naredil takoj rebalans januarja in oziroma bo proračun potrjen, da bo lahko občinska uprava delovala, torej da ne bo potrebno po 12, ker če bi bilo alternativno, bi bilo prvo branje tam nekje januar 2023, drugo branje februar oziroma februar-marec po praznikih, ker vemo, da bi bile odbori bodo šele konec januarja, ne takoj na začetku, se pravi, že naslednje leto bo tako in leto 2023 tudi prav gotovo, zato je dobro, da imamo neko osnovo, na kateri bomo potem gradili. Zdaj, glede tega vprašanja gospe Alenke Jevšnik,
Zdaj, mi smo bili kar dostakrat letos uspešni na prijavah na razpise države, torej na Ministrstvo za kulture, kar večkrat do zdaj smo že probavali s temi lučnimi vleki, pa vendar smo letos ta razpis dobili in tako smo takoj takrat naredili rebalans in postavko umestili noter in bili uspešni na razpisu in počrpali tudi državna sredstva. Zdaj, zakaj ta osrednji dvorec nagrado Zaprice ni upoštevan, zato ker nismo bili uspešni na razpisu. Če bomo uspešni na razpisu, bomo seveda tudi to zadevo obnavljali, so pa tisti stolpiči stražni res v katastrofalnem stanju in najprej moramo obnoviti. Tisto, kar se tiče, koliko je bilo vloženega v kompleks gradu Zaprice, je bilo v obdobju 18 oziroma 19-20, okoli 80 000 evrov je bila streha na pomožnem objektu in ta je bila sanirana, zdaj ta na osrednjem objektu pa bo sanirana, ko bomo pač pridobili še sofinancerska sredstva države, ko se bomo prijavili na razpise. Letos smo bili uspešni dvakrat, torej na scenskih in lučnih vlekih v Domu kulture Kamnik in pa ta drugič pri obnovi obzidja na Starem gradu. Še kdo? Besedo ima Matija Siter. Ja, hvala lepa za besedo še enkrat. Mene to dejstvo, da danes obravnavamo proračun za leto 2023, precej veseli. Res je, da vprašanje, kakšne bodo razmere leta 2023, do takrat se lahko marsikaj spremeni, vmes so tako volitve kot tako lokalne volitve, kot tudi državne volitve. Vprašanje je, če bo povprečnina taka, kot je zastavljena, to je vse res. Pa vendar me veseli iz drugega zornega kota, namreč večkrat smo tudi v prejšnjih mandatih slišali, kako smo zamudili razne razpise, ker projekti niso bili pripravljeni. Kolikor bomo imeli zdaj, upamo, da sprejeti proračun, se bodo vsaj neki projekti lahko pripravili in se z njimi potem relativno hitro prijavili, bodisi na državna, bodisi na evropska sredstva in se bodo določeni projekti lahko hitreje ali pa bom rekel ceneje v smislu sofinanciranja tudi realizirali. Tako da z tega vidika podpiram to idejo in upam, da bo to prineslo pozitivne rezultate. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. No, jaz se bom mogoče malo ponavljala, ker me dejansko skrbi in osebno sem zaskrbljena, ker je nekako postavka za dokončanje kanalizacije v Bistričici umaknjena. Sicer sem dobila razlago od gospe Košove, da se bo iz druge postavke to nekako to uredilo, vendar jaz imam a veste, če stoji postavka s 300 000 nekje, potem ima še upanje, drugače je verjetno malo bolj zaskrbljujoče. Obenem me pa žalosti tudi to, da nisem zasledila spet nobene postavke v zvezi z izgradnjo kanalizacije severno od Ivarja in ureditvijo tega problema tudi na Veliki planini. Slej ko prej bo treba to nekako zagristi v to in se dejansko lotiti tega problema, ker je kot neka nevarnost, ki preži na vse nas, ki smo uporabniki čiste pitne vode. Kakorkoli že, a je to vrtina ali je to nekako voda, ki priteče iz globine sama, da jo ni treba črpati. Zato še enkrat apel na to, to se mi ne zdi vredno in me skrbi, ker vem, kako je to ena dragocenost, ki bi jo morali prvo obravnavati resno in tudi zato nekako rezervirati sredstva, da bi lažje pristopili k temu. Hvala lepa. Matej, te ne slišimo. Mikrofon. Se opravičujem. Hvala za opozorilo. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2023. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Vzdržan. Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Vzdržana. Anton Iskra. Za. Alenka Jelšnik. Vzdržana. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Nives Matjan. Duško Papaš. Za. Božo Pilej. Božo Pilej. Vzdržan.
Dobro, hvala. Ančka Podbevšek, Vzdržan. Na. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Vzdržan. Robi Prosen, Za. Robi Prosen, Za. ok, hvala. Dr. Janez Rifel, Za. Edi Srujovič, Za. Matija Sitar Mučnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarec, Vzdržan. Mojca Škraba, Ja. Ivanka Učakar, Glasujem za. Karla Urh, Vzdržana. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Igor Žavbi. Ni. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.